Danes imamo tukaj le šport in dan in mislim, da vsi ima bo všeč danes vse te stvari. Prav poseben športni dan, ko se šolarjem predstavijo parašportniki. Parašportniki s programom Paralimpijski šolski dan vsako leto obiščejo okoli 20 osnovnih in srednjih šol. Tokrat so bili na osnovni šoli Komenda Moste. Igrali smo se z eno žogo, ampak smo imeli ena očala, da nismo videli in pa smo mogli na zvok. Da sem mogel si zapomniti, kako se obrača z vozički pa to. Všeč mi je bilo, da smo vozili na vozičkih, pa da smo si podajali žoge. Šolam pripravimo 2 dela. V prvem delu je to praktični preizkusi. Tukaj lahko učenci, učenke, dijaki, dijakinje preizkusijo različne elemente paralimpijskih športov, kot so golbal, odbojka sede, košarka na vozičkih. Imamo tudi poligon za slepe. V drugem delu pa razdelimo na 2 dela, in sicer teorijo paralimpijskega gibanja in pa športno življenjsko zgodbo našega športnika. Svojo osebno zgodbo jim je predstavil nekdanji parašportnik, plavalec Aleš Sečnik. Kaj se mi je zgodilo po nesreči, kako sem se spoprijemal s tem. Starejšim pa že tudi predstavljam malo v bistvu samo fiziologijo poškodbe, na kaj ne pazijo, pozorim na določene zadeve. Kot bivši paraolimpijski športnik, pač plavalec, predstavljam to zgodbo o plavanju, kakšno je življenje z invalidnostjo. Pustim jim tudi priložnost za kakšno vprašanje, ful zanimiva vprašanja, pridejo vsakič drugačna, tako da je res zanimivo. Končni cilj programa je spoznavanje drugačnosti in njeno razumevanje ter polnopravna vključenost invalidov v vseh segmentih. V bistvu šport pri tem daje in kaže največje orodje pri doseganju teh ciljev. Programe vedno prilagodijo tudi starostni skupini otrok posameznega paralimpijskega šolskega dne. Zdaj, če so mlajši, potem pri teoriji kakšno pravljico preberemo na tematiko invalidnosti. Tudi v telovadnicah so prilagoditve, mlajši recimo ne morejo metati s veliko košarkaško žogo na ta velik koš, imamo malo spuščene, pa tako malo lažje žoge, tako da prilagodimo starostnim omejitvam. Prvič sem to poskusila in zelo mi je bilo všeč. Ni namen sam predstaviti šport otrokom. Namen je tudi pokazati na nek pozitiven način, da kljub svoji v bistvu invalidnosti, da lahko človek normalno se ukvarja s športom in tudi v bistvu ima normalen življenje. Na osnovni šoli Komenda Moste se zavedajo, da se odnos do drugačnosti gradi od najmlajših let dalje. Zato se z drugačnostjo na različne načine srečujejo preko celotnega leta. Že od začetka šolskega leta poteka korak k sončku. Učimo se, kako sprejemati drugačnost, kakšna drugačnost nas v bistvu obdaja. Plakati, ki jih vidite tukaj okrog, so del programa Korak k sončku. Vsak razred je naredil svoj plakat in kot en zaključek, kot celoto smo se odločili za Paraolimpijski športni dan, ker želimo, da otroci dobijo tudi ta fizični stik, dejansko izkušnjo z drugačnimi športniki in tako. In ti športniki, mi smo brali tudi pravljice na to temo in so bili otroci, wow, kaj oni zmorejo. Ne? In so bili otroci tisti, jaz to ne znam, saj tudi oni niso. Ne? In so mogli dobiti eno voljo, eno energijo, da so lahko šli preko tega in v bistvu so večina zelo uspešni. Ne? In smo res veseli, da smo lahko del tega dneva, ker res to je ena popotnica za življenje. No? Ni samo strogi učni načrt, ampak smo šli malo širše. Še nikoli nisem šla na vozičke, pa nisem igrala teh športov. Da vidimo, kako se počutijo, ko so invalidi, pa kako ne morejo premikati rok. Mi to vemo, zato ker smo zdaj to naredili, vemo, kako je biti slep, kako je biti na vozičku. Takole polni novih vtisov so otroci prihajali z Paralimpijskega šolskega dne. V šoli pa s poznavanjem drugačnosti nadaljujejo. V planu imamo tudi rožice, ker bomo potem zasadili vrt drugačnih
vsaka rožica drugačna. Tako da v bistvu tudi vsak, ko gre mimo, se spomni o zavesti, da ni samo tisti en dan in potem pozabimo, ampak v bistvu res nas spremlja celo šolsko leto. No.